Gospod Gros, kakšna je bila vaša reakcija, ko ste izvedeli za driftanje na izteku otroške in mladinske skakalnice v vznožju Velikanke? Kaj ste si mislili? Pa ne, že spet je bila prva pomisel, ko vidiš, da nekdo ne spoštuje dela ljudi, ne spoštuje športnikov, ki se na teh prizoriščih pripravljajo, ampak uporablja to, mislim, da za svojo rekreacijo. Upam, da ne iz škodoželja, da je prej hotel komu škodovati, ampak za svojo rekreacijo, pri tem pa ne pomisli, da povzroča veliko materialno škodo centru. Kako pa ste ukrepali in kaj vse ste kot dokazni material poslali na policijo? Mi imamo eno panoramsko kamero, ki sicer zazna samo vozilo, potem je pa še pri blagajnah, pa še na dveh mestih kamera nameščena, ki je za varnost parkomatov, in z teh parkomatov se je potem videl, kako se je pripeljal, kako se je odpeljal na to površino in pa seveda tudi registrska številka. Zakaj vi ugibate, da kljub temu, da je imelo vozilo bosansko registrsko številko, gre za nekoga, ki pozna delovanje in organizacijo v Planici? Predvsem zaradi tega, ker se je izognil, se pravi, samega obiska plačila, kar pomeni, da je prišel in opravil vse skupaj v 15 minutah, kajti za vse tiste, ki se zgubijo v Planici in ne želijo ostati v Planici, po 15 minutah lahko prizorišče zapustijo brezplačno in ta interval je pač voznik ujel. Za kako veliko škodo gre, glede na to, da gre za hibridno travo po teh prvih ocenah? Ja, ne gre samo, da potem nekaj poseješ pa malo dosuješ. Sama trava ima plastično strukturo v sami strukturi noter je taka plastična mreža in potem je to treba odrezati, ponovno namestiti, vse zasaditi nazaj. Zdaj nekako ocenjujemo, da je nekje 150 € na kvadratni meter in pa ocenjujemo, da je tam od 200 do 300 kvadratnih metrov poškodoval, kar pomeni, da se bližamo 40 000 €. Kakšna nevarnost takšna poškodba izteka lahko povzroči za skakalke in skakalce v letošnji sezoni, glede na to, da boste sanacijo lahko predvidoma celotno izvedli šele prihodnjo pomlad? No, sreča je v tem, da snegom te neravnine mi poravnamo in za samo zimo ni problem, vendar spomladi bo pa potrebno zelo zgodaj začeti, kajti če bi recimo začeli nekje v sredini maja, potem skakalnice niso uporabne skoraj do sredine julija in je zaradi tega potrebno res takoj, ko sneg skupni, začeti sanacijo. To ni prvi primer vandalizma v Planici. Koliko je tega driftanja ali drugačnih primerov vandalizma v nordijskem centru? Da bi jaz rekel, namernega poškodovanja stvari ni. Pride pa do več preizkušanja svojih sposobnosti vožnje po snegu in zdaj, če so to slučajno se zgodi na tem osnovnem parkirišču, kjer ni nevarnosti za športne objekte, tam sploh ne reagiramo. Ko pa prestopijo mejo tiste zdrave pameti in začnejo delati škodo, tam pa reagiramo. Tako da upam, da bodoče čim manj in da čim manjkrat svoje znanje preizkuša ljudje v Planici. Ne nazadnje so na meji Triglavskega narodnega parka. Gospod Gros, najlepša hvala za tale pojasnila. Hvala vam za povabilo.